Verjetno ste se že kdaj vprašali, kaj nas čaka v prihodnosti, kako se bomo zabavali. No, danes ne bomo samo ugibali. Danes bomo naredili nekaj norega. Skočili bomo naravnost v leto 2055 in si pogledali tematske parke, ki so, daleč onkraj vsega, kar si lahko predstavljamo. In to je v bistvu ključno vprašanje, ki nas bo vodilo danes. Kaj pa, če tematski parki niso več samo, tisti kraj za pobeg od vsakdana? Kaj, če bi lahko bili nekaj več? Kaj, če bi dejansko postali laboratorij, kjer se rojeva naša prihodnost? Ampak počasi, preden skočimo tako daleč naprej, se moramo za trenutek ustaviti tukaj in zdaj, ker če hočemo res razumeti, kam gremo, moramo najprej dobro vedeti, kje smo danes. In ko govorimo o današnjem času, govorimo o pravih velikanih. Pomislite samo, SeaWorld v Dubaju, Ferrari World pa seveda Atlantis the Palm. Ali pa recimo novejši Chimilong Spaceship, Disneyevi parki, ki so klasika, Nintendov svet pri Univerzalu in seveda Las Vegas Sphere. To, kar vidimo tukaj, niso več samo zabaviščni parki. To so arhitekturni čudeži, ki letno obrnejo milijarde in dobesedno krojijo kulturo zabave, in to je izhodišče, odskočna deska za vse, kar sledi. No, zdaj pa se pripnite, puščamo sedanjost za sabo in potujemo v leto 2055. To je era, ki jo poganjata dve tehnologiji, umetna inteligenca in kvantno računanje. In ti dve odpirata vrata v svetove, ki so popolnoma nori. Poglejmo si tole primerjamo, da bo preskok bolj jasen. Na eni strani imamo današnje parke, na drugi pa tiste iz leta 2055. Namesto betonskih konstrukcij, materiali, ki dejansko čistijo zrak in srkajo CO2. Namesto ogromne porabe vode, sistemi, ki vodo proizvajajo kar iz ozračja. In vhodi? Pozabite na klasične vstopne točke, govorimo o personaliziranih holografskih portalih. Celi deli parka pa se premikajo in prilagajajo s pomočjo umetne inteligence. To ni samo nadgradnja, to je čista revolucija. Trajnost in personalizacija na popolnoma novi ravni. In kako je videti obisek? Predstavljajte si. Že ob vstopu vsak dobi biometrično pametno obleko. Ta obleka spremlja srčni utrip, adrenalin in sproti prilagaja intenzivnost doživeti. Deli parka se dobesedno teleportirajo s pomočjo AI vodenih kapsul. Arhitektura pa? Vse je 3D natisnjeno, bio-navdahnjeno, organsko. Nič ni več fiksno, nič ni statično. Vse živi in diha z obiskovalcem. Ok, gremo na konkreten primer. Prvi koncept. Park, ki je v celoti posvečen igračerjem. In ne, to ni samo neko veliko igrišče. To je naslednja stopnja evolucije, kjer meja med virtualnim in resničnim popolnoma izgine. Dobrodošli v Neoverse Areno. Glavna atrakcija je Quantum Quest Arena. In tale citat pove vse. Ogromna večigralska spletna simulacija, kjer igre ne igrate, ampak jo živite. Poudarek je na živite. Ne gre več za gledanje v zaslon. Gre za popolno fizično potopitev v igro, kjer se vsako dejanje, vsak udarec čuti na lastni koži. Torej, kako to izgleda v praksi? Najprej celotno skeniranje telesa in oblečete posebno haptično obleko. Potem vstopite v ogromno, 10-hektarska arena skupaj z 200 drugimi igralci. In tam vas čaka 20-metrski boss, ki ga poganja napredna umetna inteligenca. In ko rečem, da se čutijo udarci, mislim resnično. Haptična obleka poskrbi za realne senzacije. In najboljše, če zmagate, dobite pravo nagrado, unikaten NFT. Ampak Neoverse je seveda veliko več. Kaj pa recimo dirkališče Hyperdrive? Vozite avtomobile s hitrostjo 300 km/h in jih upravljate z nevronskim vmesnikom, z mislimi. Ali pa retro-futurele sobe pobega, kjer rešujete uganke iz klasik, kot je Portal, ampak v resničnem prostoru z AR elementi. Potem je tu še ogromen kolosej za e-šport za 50.000 ljudi in celo družinska kovačnica, kjer otroci z AI mentorjem oblikujejo svoje like in se učijo animacije. Dobro, pustimo zdaj igre in se odpravimo med zvezde. Naš drugi konceptni park nas iz gamerske arene popelje naravnost v vesolje. In to je potovanje med zvezde, za katerega ne bomo zapustili Zemlje. Pripravite se na Stellar Odyssey. Tukaj je glavna zvezda simulator orbitalnega vzleta in obljublja nekaj, kar je bilo do sedaj rezervirano samo za peščico astronautov, pristen, resničen občutek poleta v vesolje. Od G-sil ob vzletu do tiste neverjetne tišine in miru v orbiti. In kako to poteka?
Najprej se vkrcate v popolno repliko rakete. Simulatorji ustvarja vse, vibracije, G-sile, pritisk. Skozi 8K okna gledate, kako se Zemlja pod vami manjša in manjša. Nato sledi pristanek na repliki mednarodne vesoljske postaje, kjer lahko dejansko izvajate poskuse v simulirani mikrogravitaciji. Noro, kaj ne? Seveda pa je v Stellar Odyssey še več dogodivščin. Recimo raziskovalec eksoplanetov, kjer se s podmornico potopite v simulirane oceane na tujih svetovih, polne holografskih bitij. Ali pa potop v črno luknjo, to je VR vlak smrti, ki simulira popačenje časa in prostora. Obstaja celo breztežnostni salon, kjer z elektromagnetnimi čevlji hodite po stenah. In seveda, kozmični laboratorij za mlade, kjer se učijo o kvantni fiziki in programirajo prave roverje. Ampak veste, kaj je pri vsem tem najbolj zanimivo? Da vse to presega zgolj zabavo. Ti futuristični parki imajo veliko globlji pomen in vpliv na naš svet. Tukaj pridemo do samega jedra te ideje. To niso samo igrišča za bogate, to so živi laboratoriji. Predstavljajte si jih kot izobraževalne centre, kot terapevtske prostore in morda najpomembneje od vsega kot poligone za testiranje tehnologij, ki jih bomo nekega dne potrebovali za kolonizacijo Marsa. In da ne bo pomote, to ni samo znanstvena fantastika. Vse to temelji na zelo realnih ekonomskih trendih. Poglejte samo tale podatek. Pričakuje se, da bo trg navidezne in obogatene resničnosti, torej ključna tehnologija za te parke, že do leta 2030 vreden $1 bilijon, to je 1000 milijard. Gospodarski potencial je naravnost osupljiv. Po nekaterih ocenah bi lahko takšni parki do leta 2060 na globalni ravni ustvarili okoli 500 milijard evrov prihodkov vsako leto. In ne pozabimo, temelji se postavljajo že danes. Podjetja kot sta SpaceX Elona Muska ali Blue Origin Jeffa Bezosa že zdaj vlagajo milijarde v vesoljski turizem. Oni so tisti, ki utirajo pot in postavljajo temelje za takšne neverjetne projekte. In tako smo prišli do konca našega potovanja v prihodnost. Ostane nam samo še eno vprašanje za razmislek. Ko zabava postane tako močna, da lahko simulira in gradi popolnoma nove svetove, kaj nam to pove o našem lastnem svetu? Kaj se iz teh sanj lahko naučimo o naših resničnih izzivih, naših sanjah in o našem potencialu?